Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni na še en sončen dan. Smo v velikonočni osmini. Sreda je danes. Vstopni spev je vzet iz Matejevega evangelija. Pravi, pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Aleluja. Pridite. Tudi mi prihajamo v Gospodu. No, danes smo se poslovili od upokojenega nadškofa, Alojzija Urana. Posebno njega se bomo spominjali pri tej sveti maši, seveda poleg vseh ostalih namenov, ki ste jih darovali. Smo pa, kot vedno v začetku svete daritve, povabljeni, da položimo
na oltar vse to, kar nosimo s seboj v naših srcih, v naših mislih, da Gospod to sprejme, prežari svojo ljubeznjo, obrne v dobro, v lepo. Najprej pa prosimo odpuščanja za naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas priveli v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ slavjem Kristusovega vstajenja. Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo prišli do nemiljivega veselja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi iz apostolskih del. Tiste dni sta šla Peter in Janez v tempelj ob 9. molitveni uri. Nekega moža, ki je bil od rojstva hrom, so prinašali in ga posajali vsak dan k tempeljskim vratom, ki se imenujejo Lepa, da bi v tempelj gredoče prosil ubogeme. Ta je videl Petra in Janeza, ko sta hotela stopiti v tempelj, in ju je prosil miloščine. Peter in Janez sta se ozrla van in Peter je rekel, poglej v naju. In gledal je vanju v pričakovanju, da bo od njiju kaj dobil. Peter pa je rekel, srebra in zlata nimam, kar pa imam, to ti dam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi. In prijel ga je za desnico ter vzdignil, in v hipu so se mu utrdila stopala in gležnji, in je skočil po konci ter hodil. Nato je stopil z njima v tempelj in je hodil, poskakoval in hvalil Boga. In vse ljudstvo ga je videlo, da hodi in Boga hvali. Prepoznali so ga, da je on tisti, ki je zaradi miloščine posedal pri tempeljskih lepih vratih in prevzela jih je groza in stremenje nad tem, kar se mu je prigodilo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, zemlja je polna Gospodove dobrote. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanjujte med narodi njegova čudovita dela, pojte mu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje. Zemlja je polna Gospodove dobrote. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenca Jakoba, on je Gospod naš Bog, njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Na veke se spominja svoje zaveze, obljube, ki jo je določil za 1000 rodov, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Zemlja je polna Gospodove dobrote.
Aleluja, to je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem, ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je sam Jezus približal in šel z njima. Njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je: kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti? Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi izvedel, kaj se je ondi zgodilo te dni? Rekel jima je: kaj? Ta dva sta rekla: kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi, pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavari v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega, tega je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ostrašile, šle so namreč za ranah grobu in ko niso našle njegovega telesa, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazan angelov, kateri pravijo, da živi. In šli so nekateri izmed naših grobu in so našli tako, kakor so rekle žene, njega samega pa niso videli. On jima je rekel: on je spametna in po srcu počasna za verovanje vsega tega, kar so pripovedovali preroki. Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? In začel je z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih. Približali so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga govoreč: ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že nagnil. Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Odprle so se jima oči in sta ga spoznala, on pa jima je izginil izpred oči. In rekla sta drug drugemu: ali ni bilo najino srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbranjene iz Tire in tiste, ki so bili z njimi, in ti so pripovedovali: Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot sem že na začetku omenil, danes smo se poslovili od upokojenega nadškofa, monsignorja Alojza Urana. V soboto, na veliko soboto, je zaspal v Gospodu. Mogoče, da ga bolje spoznamo, kdo je bil ta veliki človek, kot vemo, zelo dober pevec. Rodil se leta 1945 v Spodnjih Gameljnah kot tretji otrok kmečkih staršev. Leta 1964 je maturiral na Bežigrajski gimnaziji, nato je študiral na teološki fakulteti. Po končanem študiju ga je 29. junija leta 1970 takratni ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik posvetil v duhovnika. Torej, ravno letos bi imel zlato mašo, 50 let mašništva, žal ni tega dočakal. Najprej je opravljal službo stolnega vikarja oziroma kaplana v župniji svetega Nikolaja v Ljubljani, ker je bil vse do leta 1973, ko je odšel na študij v Rim, ker je opravil katehetsko-pedagoško specializacijo. Leta 1977 je postal rektor malega semenišča pri Svetem Petru v Ljubljani.
3 leta kasneje pa je bil imenovan za župnika v župniji Ljubljana Šentvid. Papež Janez Pavel II. Ga je 16. decembra leta 1992 imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. 6. januarja 1993 pa je bil posvečen v Rimu izpod rok papeža Janeza Pavla II. Bil je član škofijskega in medškofijskega katehetskega sveta, član in voditelj komisije za duhovne poklice ter predavatelj na teološko-pastoralni šoli. Pripravljal je tudi prvi papežev obisk leta 1996. Od leta 2000 do leta 2006 je bil delegat Slovenske škofovske konference za Slovence po svetu. Papež Janez Pavel II. Ga je oktobra leta 2004 imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Leta 2007 je bil izvoljen za predsednika Slovenske škofovske konference. 28. novembra 2009 je papež Benedikt XVI. Sprejel njegov odstop z položaja ljubljanskega nadškofa in metropolita, za katerega je zaprosil zaradi slabega zdravstvenega stanja. Pogreb je bil danes, kot že rečeno, ob 16. uri v ljubljanski stolnici. Ob 16. uri so se oglasili tudi naši zvonovi. Nekaj si o nadškofu Uranu preberete, lahko tudi na naši spletni strani, tudi Dravlji je večkrat obiskal. Ko mi pa se obrnimo na Gospoda s prošnjami, dragi bratje in sestre, evharistična gostija je odprla zastrte oči učencema na poti v Emaus. Ko stojimo okrog Kristusovega oltarja, ga prosimo, Jezus, ostani z nami. Jezus, ostani z nami. Za našo mladino, da bi se rada krepčala s kruhom močnih. Jezus, ostani z nami. Za vse družine v naši župniji, da bi z veseljem prihajale k nedeljski maši. Jezus, ostani z nami. Za duhovniške poklice, da bi imeli vedno dovolj delivcev božjih skrivnosti. Jezus, ostani z nami. Za vse naše rajne, danes še posebej za pokojnega škofa Urana, za vse, ki so se krepčali z istim kruhom in kelihom, izpolnim Gospod obljubo nesmrtnosti. Jezus, ostani z nami. Še molimo po papeževem namenu, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Jezus, ostani z nami. In za vse, ki so okuženi, ki so zboleli z virusom, da bi jim Gospod dal moč, upanje, tolažbo in seveda, da bi čim prej ozdraveli. Jezus, ostani z nami. Apostoli so kljub preganjanju neustrašeno oznanjali Kristusa. Naj se ga tudi mi ne sramujemo priznavati v vsakdanjem življenju. To te prosimo v imenu istega Jezusa, ki je vstal od mrtvih in sedaj s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, ne nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Ko si nosite vode in vina, ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, ne nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesane in naj ti ga je danes naša daritev. Vzmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, spremi to daritev, s katero odrešuješ človeštvo. V svoji dobroti
nam daj telesnega in duhovnega zdravja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesne pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam s svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt poznanimo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponično prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, smili se nas vseh, da bomo v večjem življenju, skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli, Svetim Rokom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blažnega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve.
utrdijo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s svojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemljuješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo pustijo. Danes smo povabljeni, da prejmemo duhovno obhajilo, pa v trenutku tišine se lahko zahvalimo Gospodu za dar življenja, za zmago življenja nad smrtjo, za vse darove, s katerimi smo vsak dan obdarjeni, da prihaja med nas, da je z nami, da nas spodbuja, nas spremlja. Pod tvojimi nogami, o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi, da bi tvoja ljubezen unela vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verjam v te, upam v te, ljubim te nad vse. Amen. Molimo. Večni Oče, pri obhajilu smo se združili s Kristusom, očisti nas vsake grešnosti, da postanemo nova stvar po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako da bi postali vsak dan nova stvar. S tem želim en lep večer, sedaj ste povabljeni, takoj po maši bodo še litanije in blagoslov z Najsvetejšim. Naj vas v vseh vaših poteh spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo, naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode, naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru in veselju. Bogu hvala.